Dober dan in lepo pozdravljeni, dragi gledalke, cenjeni gledalci, vsi prijatelji slovenskega nogometa in Prve lige Telekom Slovenije. 34. krog 29. slovenskega prvenstva se nadaljuje v Sežani. Mihaljeviću, zdaj lepa kombinacija Sežancev, prva priložnost za strel, vratnica in gol. Gol za Tabor, 1:0, strelec pa Marko Krivičič. Njegov tretji gol v letošnjem prvenstvu in hitro vodstvo domačega Tabora. Neodločni so bili zdaj le Velenjčani v obrambi, kombinirali so Sever, Babič in Mihaljević, na koncu je žoga prišla. Bi moral tukaj le malce bolje pomeriti in Rener bi bil na preizkušnji. Podaj v zadnjih 10 minutah. Mihaljević ima veliko prostora za strel. Tukaj pa zdaj Črnčič proti Leliću. Lelić se je odločil za strel z levico, vendar zdaj Džinić, ki je zamenjal Kašnika na mesto srednjega branilca. Krefl in Kuzmanović. Krefl in Kuzmanović, še enkrat dvojna podaja teh dveh nogometašev, streljal je potem Aljaž Krefl. Varovanci Maura Camoranesi pa lahko zdaj sproščeno vstopijo v ta zaključek tega obračuna, ki nas ni navdušil, s kakšno se od tega uspešnega, natančnega strela Marka Krivičiča sta na to mreži ostali nedotaknjeni. Mogoče se je to zdaj spremeni. Laukžemis strelja, slabo je meril. Dva poglavitna vprašanja pred tekmo na Fazaneriji. In kot sem že povedal, v prvem polčasu, v predzadnjem 35. krogu, bosta prav Rudar in pa Tabor lahko precej vplivala na razplet na vrhu. Zdaj bi, če bo letos izenačil najslabšo sezono, in zdaj priložnost za Laukžemisa, pa zdaj še Nzenguje, pa Krivičič za drugi gol na tekmi in rešuje Džinić na golovi črti. Damjan Trifković izvaja prosti strel. Lepa podaja tam do Džinića. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, perché Rudar è una squadra che propone. Smo vedeli, pač Rudar je ekipa, ki igra, in nismo hoteli biti prva ekipa, ki z njimi bo izgubila letos prvenstvo. E non volevamo essere la prima squadra in perdere contro di loro. Mislim, da je bila neka zelo taka specifična tekma. Na koncu je Tabor Sežana zadela tisti zadetek in mislim, da je potem zasluženo zmagala. Mi smo imeli dosti nekih priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Tako da lahko malo žalujemo z tega vidika, ampak nič, treba se izbrati, treba je pač naslednjo tekmo probati dobiti.